Dajmo za trenutek pogledati slovenske odnose z Rusijo. Uradno stališče slovenske države do Rusije nam je znano že kakšno leto. Let us seek for a peaceful solution. If not, then I have to protect. This is task number one for me and for my office, to protect my people. And you're the commander-in-chief of your country. With my partners within NATO, no doubt about it. Rusi se še danes tresejo zaradi te izjave. Ali zaradi mraza, ne vem, zaradi enega ali drugega. Res me zanima, kaj bi naš Pahor branil nas pred Rusi. Predsednik, vojska je pripravljena! Vsi trije! Pusti vojsko, napolnite mi katrco z dinamitom. Predsednik, pa se ja ne boste šli kamikaze. Ali imate animatorja za letošnjo četvorko na slovenski? Imamo. Ali je kakšen slovenski band brez bobnarja? Ne. Potem me ne rabite. Banzaj! Letos mineva 100 let od nesreče na Vršiču, v katerem je izgubilo življenje približno 250 ruskih vojnih ujetnikov. Predsednik Putin si je zato pred svojim obiskom v Sloveniji omislil 10-metrski spomenik vsem padlim ruskim vojakom. V Ljubljani, normalno. Medtem ko je tisoče žrtev še vedno globoko pod zemljo, smo sredi Ljubljane skoraj dobili velikanski spomenik z rdečo zvezdo. Gre za kar 10 metrov visok spomenik Rdeči armadi, ki si ga je pred prihodom v Slovenijo osebno zaželel kar sam predsednik Vladimir Putin. Stal bi ob krožišču na nesojeni Titovi cesti v bližini Stožic, viden bi bil daleč naokoli. Rdečo zvezdo in to pri Stožicah. Janković je rekel, ja, krasen, da je pa še en parkirišče zraven. Ali pa vsaj lekarno. Janša je rekel, preko mojega trupla. Pa dejte mi povedati, kdo bo rekel Putinu ne. A vi poznate kaj tega tipa? A? No, da vas pomirim, medtem ko je Putin narekoval, kaj hoče imeti v Ljubljani, je en tip v Sloveniji na kotalkah je bil. Je to slišal in rekel, ne, odprimo dialog. To je bil nihče drug kot naš predsednik, ki je trenutno po vseh blamažah rahlo zatišil. Umetnik Republike Slovenije je z Rusijo odprl dialog in je posledično zaslužen, da zvezde ne bo. Bo pa spomenik velik samo 5 metrov in ne bo postavljen pri Stožicah, ampak na Žalah, skupaj z ostalimi vojnimi spomeniki. Kabinet predsednika si nedvomno šteje v veliko čast, da so se spogajali za tako ugodno rešitev, mi pa pravimo, lihma Putin cajte se ukvarjati s temi zadevami. Po moje sta bila to dva birokrata iz njegovega urada, ki sta se ga malo preveč nasekala tisti dan, pa ima je bilo dolg cajt. Kaj jih lih vidim v pisarni. Dmitrij, pazi tole. Baje imajo predsednika, ki kotalka. Hočemo zvezdo. Dobro, nista še kaj bolj pretegnenega zahtevala. Kip Prešerna dol, pa je Negija u njegi na gor. Na mesto festivala Lent, festival Lenin. Mi predlagamo recimo kakšen drug kip, recimo Putina, ki jezdi Cerarja, ker Putin rad jezdi. Cerar je pa rad tako, jezden. Ali pa Putina, ki ščije po Evropi, ki ima nekaj pis. Ta nam je znan, a ni? Je pa nekaj res Pahor. S Putinom sta si kar podobna, ampak pravi moški, ne frajari. On jezdi konja, on ne pade s konja, tako kot ti. On ne nabija bobnov, on je pristaš fine umetnosti. No, da ne bomo krivični, tudi vi znate pet, gospod predsednik, ampak vaš okus pa ne vem, no. Putin poje Blueberry Hill pred hollywoodsko smetano, ali poje Koliko sem danes spil, nisem to slišal. Vi pa pojete Ti, moja rožica, s čuki v športni dvorani.
In ne samo to, Putin ne prosi malih mišk za naklonjenost. Na njega se bejbe same mečejo. Ste ga videli Putina, ki je reagiral na nago protestnico? Lahko malo približamo. A ste ga videli? Мишка мало, tu mi delaj. Če bi se to pri nas zgodilo, kaj bi bilo? Cmerar bi se polulu, Mramorja bi kap, Pahor, kolikor je vsekan, bi pa rekel, tole sem pa že nekoč videl. Tole mi je pa znano. In ti, Pahor, ti se voziš s katrco, Putin se vozi s tankom. Putin trenira judo, medtem ko ti laufaš maratone. In ne nazadnje, Putin Rusiji priključuje države, medtem ko ti kosiš travo. Edin, kar ti priključiš, je hladilnik za Red Bull. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.